vaša zbirka eksotičnih živali, kaj vse najdemo v njej? Ja, zdaj bi našli recimo, imam kar nekaj vrst različnih kač, med drugim tudi strupenjače, potem imam razne vrste ptičjih pajkov, potem so razne vrste kuščarjev, potem želve, škorpijoni, kar pestra zbirka eksotičnih živali, ja. Številčno je to koliko? Okrog 50 različnih vrst nekje, z kačami pa s pajki verjetno. In kako se je sploh začel ta vaš hobi? Kaj vas je privedlo do tega, da ste začeli na nek način zbirati oziroma živeti s temi živalmi? Jaz sem že od malega, od vsega začetka sem imel rad kače, predvsem kače, ne. Ko sem hodil v naravo, recimo sem zelo rad opazoval, sem jih lovil sam tudi, ne, strupenjačem se nisem upal nekaj preveč približevati, ker nisem dosti vedel o njih, ne. In potem se mi je porajala misel, da bi sam imel kakšno kačo doma, eno, ne. Pač sem začel z eno, potem sem si prvi en terarij nabavil, pa vse lepo uredil, kje bo tudi terarij sploh bil, in potem sem si nabavil potem tole kraljevsko smokuljo, ki ni preveč zahtevna za začetnike, potem ni agresivna, ni strupena. Pol pa so se mi začeli dopasti pajki, pa razne druge živali in potem se je postopoma zbirka večala, ne. Kako sprejemajo sosedje ta vaš hobi, vedo za to, kar se nahaja v teh 4 zidovih? Ja, vsi sosedje vedo, kaj se dogaja za temi 4 zidovi, hodijo si tudi nekateri sami pogledati, da jih zanima to, so zelo prijazni sosedje, mogoče zaradi strahu spoštovanja ali pa tudi ne. Drugače ni problemov z sosedi nobenimi, tudi vejo, da imamo urejeno, zavarovano te živali, tako da živali nam ne bežijo ven. In katera bi bila tista žival, denimo, najbolj strupena, najbolj nevarna? V moji trenutni zbirki je najbolj strupena ta vrsta rogatega gada afriškega, severnoafriškega. Ta je zelo strupena kača, živi v puščavi, ima zelo učinkovit strup. V zelo kratkem času bi lahko človek podlegel njenim strupom, tudi protistrup ne obstaja zaenkrat, ne. Teksaške klopotače so zelo agresivne, tudi velike zrastejo, imajo tudi močan strup, ampak za njih obstaja protistrup. Če bi se pa pri meni recimo zgodilo, da je me klopotača ugrizla, bi pa imel velike probleme, ker predno bi prišel do protistrupa, bi lahko bilo pogubno že, ne, ker pri nas v Sloveniji protistrupa ni, ne. Kje pa je potem najbližje, denimo, odkot bi bilo možno dobiti protistrup za to? Protistrupe imajo v raznih teh venoznih centrih, kot ima en venozni center je najbližji v Dunaju, en je v Münchnu, potem imajo v Berlinu, v Londonu, v Zürichu, ampak to je vse oddaljeno preveč, to je vse dragoceni čas, ne, ki bi ga pač izgubil človek ob ugrizu takšne strupenjače. V kolikšnem času bi morali dobiti protistrup? Ja, pri klopotači nekje bi mogel ga najkasneje v 1 uri dobiti, ne. Protistrup pa verjetno tudi ni poceni. Sploh ni poceni, za eno dozico recimo lahko odštejete tudi 1000 do par tisoč evrov in potem tudi ni mus, da je samo ena dozica dovolj, lahko da jih morajo uporabiti 5, 6, 7, odvisno od količine brizganega strupa. Vsak, ki bi se pa mogel potem zdraviti na ta način, ki bi ga ozdravili, bi pa mogel potem te stroške sam tudi kriti, ne. Torej je to dejansko tudi eden izmed razlogov, zakaj ga denimo nimate doma, ali je še kakšen? En razlog je to, da ga nimam, ker je predrago, ne. Drugi razlog pa je tudi ta, da imajo rok trajanja ti strupi, ne. Nekateri trajajo recimo par mesecev samo, nekateri do 1 leta, različno. Vidimo, da je tukaj pri vas zelo toplo. To je vse odvisno od same živali posebej, nekatere izvirajo iz puščavskih delov, iz tropskih delov, ker je visoka temperatura prisotna, potem moramo terarij tudi primerno urediti temu, ne, da imajo recimo grelna telesa noter, ali z žarnicami, ali z grelnimi kabli ali drugimi grelnimi telesi. Tudi vlažnost je pomembna v terariju. Kolikšen je potem takem vaš račun za elektriko? Vedno je visok. Zdaj nekje mesečno plačujemo okrog 150 evrov, drugače potem, ko še pa pride poračun, pa še tisto okrog 600 evrov potem na leto, tako da je kar velik zalogaj. Glede elektrike je drag hobi, glede hrane pa ne toliko, ker kače vemo, da ne jejo vsak dan. Kače hranimo z miškami, potem z podganami, z zajci, različno odvisno od velikosti kače. Te miši pa podgane si sam gojim, zajce pa nabavljam potem. Ampak tistega zajca, kaj ta 2 pitona recimo pojesta, imata na mesec pa pol dovolj. Pajki ne bodo jedli miši, najpogosteje pa se hranijo z črički ali pa s kobilicami, ne. Ampak teh čričkov pa kobilic ne lovimo v naravi, ker vemo, da je dosti pesticidov pa tega in lahko naša žival tudi zboli zaradi tega, ne. Te čričke pa hodimo v Avstrijo iskat na eno farmo. Te čričke uporabljajo v zelo veliki meri tudi za kulinarične namene. Ste morda že kakšnega tudi sami probali? Ja, iz radovednosti tam uporabljajo za kulinariko, na različne načine in potem me samo
mikalo, kaj če bi enega probal, ne, kako se te to pripravi, pa to pa se malo vprašal, da nekateri lahko surove jejo, nekateri jih zapečejo v olju, ocvrejo, potem z čokoladnim prelivom. Jaz sem pa sam probal potem enega surovega, kot začetka sem imel malo pomislekov, ampak ni nič posebnega, ni mi bilo slabo, je kar zanimivo okusno, tako malo bolj na slano povleče. Kaj lahko rečeva o načrtih za prihodnost? Povečava bo sigurna. Zmanjšali ne bomo, to so del mene te živali, če bi mi nekdo to odvzel, bi mi tako bilo, kot da bi en del mene šel stran, ne. Zaenkrat moramo prostorsko urediti si, ali bomo se preselili, ali pa bomo malo povečali stanovanje. Rad bi imel tudi te živali nekje, ki so res nevarne v svojem prostoru, da niso tako zdaj v bivalnem prostoru, ampak da je en prostor poseben, ne. Koliko časa vam dnevno vzame skrb za vse te živali? Dnevno, tako ne vem, recimo 1 urica sigurno nekje, ne. To je tistega rednega, drugače, kar se pa tiče čiščenja terarijev samih, pa potem, ne vem, preurejanja, pa to, tisto pa več časa vzame, ampak tisto, hvala Bogu, ne rabim vsak dan delati. Dnevna nega pa je že zaradi sveže vode, da imajo vedno svežo pitno vodo na razpolago, potem hranimo, kot vemo, ne rabimo vsak dan hraniti, manjše kače nekje tedensko, potem mi takrat nekaj več časa vzame, tako da največ kako urico na dan.